Spoštovani prisotni, lepo pozdravljeni na dogodku, ki ga je informacijska točka Europe Direct Pomurje organizira skupaj z Ljudsko univerzo Murska Sobota. Današnji dogodek je Evropski piknik z razpravo Mladi oblikovalci modernega sveta, ki poteka v okviru parade učenja, ki poteka na današnji dan, ter pa v sklopu projekta Tedni vseživljenjskega učenja. Tema današnje razprave so mladi in njihov potencial ter pomen za prihodnost. Najbrž nam je vsem znano, da je Evropska unija letošnje leto razglasila za Evropsko leto mladih. To je priložnost, da v ospredje pride vaš glas in vaše mnenje o izzivih prihodnosti. Pomembno je, da se vključujete v ključne posvetovalne procese in druge javne politike na ravni Evropske unije ter na nacionalni in lokalni ravni. Želimo, da danes govorite predvsem vi, mladi. Pri tem pa smo v goste povabili 3 osrednje govornike, ki nam bodo gotovo ponudili zanimive misli in izhodišča za razpravo. Danes so z nami dr. Milan Brglez, poslanec v Evropskem parlamentu. Lep pozdrav. Lepo pozdravljeni tudi moje imeno, hvala za vabilo. Dr. Aleksander Jevšek, župan Mestne občine Murska Sobota. Lep pozdrav. Ter gospod Igor Jesih, podsekretar na Uradu za mladino Republike Slovenije in koordinator Evropskega leta mladih v Sloveniji. Lep pozdrav. Torej, kot sem že omenil, je današnji dialog oziroma dogodek namenjen predvsem razpravi, zato bomo tudi vas vprašali kakšno vprašanje. Ste pa seveda vljudno vabljeni, da tekom razprave podate tudi svoja mnenja, vprašanja našim osrednjim govornikom, ki bodo na vaše vprašanje zagotovo z veseljem odgovorili. Bomo pa kar pričeli z začetnimi izhodišči in sicer prvo vprašanje za dr. Brgleza. Mladi so skupina, ki se je med pandemijo COVID-19 zelo žrtvovala. Na to dejstvo je Evropska unija opozorila o predstavitvi ideje, da letošnje leto postane Evropsko leto mladih. Je pa današnja generacija mladih zelo ustvarjalna, kar med drugim kaže tudi izsledke raziskave Mladina 2020. Kako Evropska unija spodbuja ustvarjalni potencial pri mladih? Ja, hvala lepa za vprašanje. V bistvu tisto, kar je tista klasična zadeva, pa da se mička nadgrajena, vsi poznate najverjetneje ali pa ste slišali za Erasmus+, program izmenjave, hkrati pa v bistvu tudi program, ki omogoča številna srečanja, sodelovanja, konference. V bistvu lahko bi si ga zmislili, pravzaprav je vsaj na tej evropski ravni mogoče celo najbolj prepoznaven zaščitni znak Evropske unije, mogoče najbolj delujoč. Zdaj se ga je še dodatno ukrepilo. Poleg tega imamo Evropsko solidarnostno enoto. Druga tovrstna zadeva, torej tudi možno je v bistvu prostovoljstvo, ki se ga upravlja v različnih državah. Domnevam, da tudi tukaj pravzaprav meša se vse posod po Evropi. Poleg tega je še par programov, ki so temu namenjeni. Ustvarjalna Evropa je eden od njih, ni namenjen samo mladim, ampak na splošno kreativnemu sektorju, ampak znotraj tega je, poleg tega, da se je financiranje zelo povečalo, je tudi del tega financiranja namenjen za mladi kreativno pisanje, tovrstne zadeve. Konec koncev tudi poslanci običajno sodelujemo pri tem, recimo jaz imam 2 natečaja, eno je prihodnost Evropske unije, drugi pa Evropska unija mladih, bodi si za kakšen esej, bodi si za kako umetniško delo in pač poskušamo s tem nekako spodbuditi in v bistvu tudi nagraditi tiste, ki so najboljši. Najlepša hvala za prvi odgovor. Zdaj ste slišali, katere možnosti imate in torej na ravni Evropske unije, če pa potrebujete kakršnekoli nadaljne informacije, pa ste seveda vljudno vabljeni, da prijete sem na informacijsko točko Europe Direct Pomurje, kjer vam bomo podali tudi več informacij o vseh teh programih. No pa se osredotočimo zdaj nekoliko na lokalno raven. Dr. Jevšek, kako pa Mestna občina Murska Sobota spodbuja ustvarjalni potencial mladih na lokalni ravni in pa ali se strinjate s trditvijo, da je današnja generacija mladih zelo ustvarjalna? Bom odgovoril, najprej lep pozdrav vsem skupaj, hvala za povabilo in pozdrav obima sogovornikoma, vsem trem. Jaz bi začel od zadaj, vsekakor. To se verjetno vsi strinjamo, da so mladi ustvarjalni
in da je lokalna skupnost ena izmed tistih elementov v družbi, ki to ustvarjalnost lahko samo spodbuja. Jaz sem prepričan, da v mestni občini Murska Sobota to počnemo. Izhajajoč iz enega dejstva, ki smo ga skupaj z mladimi do katerega so skupaj z mladimi prišli. Mladi, govorimo, so naša prihodnost, v bistvu so mladi naša sedanjost. In ta trenutek je z mladimi potrebno soustvarjati prostor in pa razvoj lokalne skupnosti. Mi smo v okviru evropskega projekta celostnih teritorialnih naložb, s katerim smo v prejšnji finančni perspektivi začeli z prenovo nekaterih degradiranih območij in pa pripravo prostora za generacije tam 2050, vprašali tudi mlade, kaj oni mislijo o tem, kako naj prostor bo oblikovan za prihodnost, in organizirali tudi nekaj kar odličnih okroglih miz, kjer smo dobili ideje o tem, kako naj naš prostor, v katerem živimo, bo narejen tako, da bo prilagojen času leta 2050. Mogoče ne veste, da smo praktično 80% vsega tega projekta celostnih teritorialnih naložb in oblikovanje prostora naredili skupaj z študenti Fakultete za arhitekturo, ki so seveda za pomočjo lokalne skupnosti pripravili ideje različne in med temi idejami so bile izbrane najboljše. Seveda prostor je premalo, pomembne so tudi vsebine in z vsebinami se pogovarjamo tudi z vašo pomočjo večkrat preko spleta, do zdaj preko spleta tako imenovanega Mladokracije, kjer sem reden sogovornik z mladimi in tam nastanejo ideje, ki jih potem nekako vklapljamo v vsebinski del našega sobivanja v tem prostoru. Jaz mislim, da je to pravi pristop, bi pa rad se mogoče vrnil nazaj, pa upam, da bo to tudi v letošnji jeseni pomenilo vrnitev nazaj in ne sedanjost, COVID-19. Takrat, ko smo se v lokalni skupnosti v tistem prvem valu presenečeni, tako na ravni države, ne samo na lokalni skupnosti, soočili s tem problemom, smo povabili tudi mlade. Prosili smo jih, pomagajte nam zaradi tega, ker smo nemočni. Družba je bila takrat nemočna in mladi ste se masovno odzvali in hvala vam za to. Zaradi tega, ker se je pokazala moč prostovoljstva med mladimi in dejstvo, da je treba mlade samo povabiti in pristopijo na pravi način. In mogoče paradoksalno, ampak na srečo, mi smo skupaj z humanitarnimi organizacijami Karitas, Rdeči križ, Eko podpornica, prišli do situacije, da so mladi ponujali svojo pomoč, pa jih je bilo preveč, da bi lahko vključili vse. In to mi je dalo, recimo kot županu, pa tudi ekipi, s katero smo reševali tiste prve trenutke, ko še nismo vedeli, kako se soočiti s to krizo, velik pogum, nekako samozavest, da smo vedeli, da tudi mladi ste z nami. In potem tudi akcija, ki ste jo sprožili v okviru pomoč občanom, ko ste mladi študenti pomagali učencem, dijakom in staršem pri računalniškem opismenjevanju študija nadaljavo, šola nadaljavo, pri psihosocialni pomoči, pri reševanju drugih težav, v bistvu smo bili v tej krizi eno. In mislim, da je tudi pri ustvarjanju življenja in razvoja v lokalni skupnosti potreben tudi na drugih področjih tak pristop, da sta lokalna skupnost in pa mladi eno. Najlepša hvala tudi vam za odgovor. Zdaj pa, gospod Jesih, kakšne aktivnosti pa ob Evropskem letu mladih pripravlja Urad za mladino Republike Slovenije oziroma kakšna je vloga vaše organizacije v letu, ki je posvečena mladim? Ja, hvala lepa. Lep pozdrav tudi z moje strani. Še enkrat hvala za vabilo. Zdaj, če se navežem na moja sogovornika, res je, Evropsko leto mladih je posebej pomembno to leto, saj smo videli, da so se ravno prav mladi res žrtvovali v času epidemije COVID-19.
Tisto osnovno vodilo, ki ga imamo na uradu, je medsektorsko in medresorsko koordinacija oziroma povezovanje. Na tem mestu si želimo izkoristiti polni potencial Evropskega leta mladih, ki ga ponuja tako na evropski ravni kot nacionalni, regionalni in lokalni. Želimo izkoristiti potencial, ki ga imate vi mladi, se pravi priznati vaše delo, ki ga upravljate, ga prepoznati in seveda dvigniti kakovost mladinskega dela kot takega. Tisto osnovno vodilo, ki je in ga tudi načrtujemo in ga tudi zaenkrat uspešno izvajamo, so regijska srečanja v vseh regijah Republike Slovenije z mladimi, kar bo osnovno vodilo oziroma podlaga za pripravo letos novega nacionalnega programa za mladino. Gre za 9-letni strateški dokument, ki mu sledijo letni akcijski načrti, zajema pa celoten sektorski pogled in vse potrebe mladih. Pomeni od duševnega zdravja, stanovanjske politike, zaposlovanja in tako dalje. Druga stvar, ki se bo zgodila ravno jutri v Ljubljani v Križankah, je pa osrednji dogodek Evropskega leta mladih, Zvok mladosti, ker gre v bistvu za mladinski dialog s sejemsko dejavnostjo vseh organizacij v mladinskem sektorju. V ta namen nas veseli, da bomo mladinski dialog opravili z mladimi. 5 novoizvoljenih poslancev v Državnem zboru imamo, ki so pod 30, so se tudi odzvali vabilo in nas veseli, da bodo mladi lahko z mladimi odločevalci tudi prediskutirali in predstavili svoja stališča. Naslednja takšna stvar, ki smo načrtovali, je tudi nekako legacy oziroma tisto nasledstvo še iz časa predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije, kjer smo v bistvu izdali priporočila svetu, to so državljanski prostori za mlade. Še posebej v času epidemije se je izkazalo, da mladi potrebujejo varen in sodoben prostor, kjer lahko preživljajo aktiven, prosti čas, formalno se izobražujejo, tudi neformalno in informalno. V ta namen bomo izdali zbornik, kjer bomo povabili številne strokovnjake, da bodo podali svoje mnenje, kako pomembno je to, da imajo mladi prostor in nekoga, kjer lahko preživijo tiste dodatne ure, ki so še toliko, predstavljajo še toliko bolj dodano vrednost k samemu formalnemu izobraževanju. Vse informacije v času Evropskega leta mladih lahko najdete na nacionalnem portalu mlad.si, katerega tudi v tem času prenavljamo ravno za vas, zato da bo šel v stiku z vami, pomeni z vsemi pripadajočimi družbenimi in socialnimi omrežji. Tako da to zaenkrat na kratko. Hvala. Najlepša hvala tudi vam za odgovor. Zdaj smo torej slišali stanje na ravni Evropske unije, priložnosti, ki vam jih ponuja Evropska unija, kakšno je stanje v lokalnem okolju, kaj se je dogajalo, kako v bistvu ta pozitiva oziroma pripravljenost mladih, ta medgeneracijska solidarnost, kako vpliva na odločevalce v lokalnem okolju, ter kaj nacionalne organizacije za vas, oziroma tudi sam se smatram za mladega, pripravlja v sklopu Evropskega leta mladih in na splošno, kako skrbijo za nas. Zdaj pa da vidimo, če se tudi vi opogumite. Imam nekaj vprašanj tudi za vas in sicer danes smo pandemijo COVID-19 že omenili. Kaj menite, kaj smo se v času te pandemije naučili in pa kaj je bilo za vas osebno največji izziv, s katerim ste se spopadli oziroma s katerim se še spopadamo? Pa da vidimo, če se kdo opogumi. Naj omenim, da tisti, ki bo najbolj aktiven, dobi tudi nagrado. Ni nujno v slovenščini. Mislim, da smo se vsi v tom času pandemije naučili ceniti te medsebojne odnose oziroma te pristen stik. Saj v času pandemije mislim, da nam je to vse malo primanjkovalo oziroma druženje z mojimi sošolcami, s kolege. Kar pa mislim, da smo bili malo prikrajšani v tistom času, tako da ga osebno sam ful začel ceniti te medsebojni stik z ljudmi okoli sebe. Najlepša hvala za odgovor. Še kdo bi se opogumil? Noben, pa morda kakšen odziv? Morda dr. Brglez prvi? Ja, zelo dobro rečeno v bistvu. Medsebojni stik.
tisto, kar je bilo prepovedano, bil fizični stik, socialne smo še mogoče nekako ohranjali preko medijev, preko vsega tega, ampak tisti pristen stik in, bom rekel, šolski prostor kot prostor, kjer se dejansko sreča z drugimi, mogoče šolski prostor, tudi prostor, kjer lahko družba ali pa celo država še največ investira v ljudi. In ta se je prehitro zaprl, ja. To je ena od stvari, ki smo se jih najverjetneje naučili, da kaj tazga se več ne sme zgoditi, pa če je pa zaradi mene čez 1 leto brez je groza, pa če se ga zapira kar naprej zaradi vseh živih ukrepov, je še vedno boljše, da do tega stika nekako pride. Jaz sem se takrat, vem, da pomiril tudi s tem, da pač maske pa ostale zadeve. Jaz sem, da smo na neki točki skupaj. Tudi v parlamentu je nekaj časa zadeva bila čisto zaprta, potem se pa nekje po 4-5 mesecih smo se pa nekako vsaj občasno lahko videli, nikakor pa nismo mogli biti vsi skupaj. Zdaj smo spet vsi skupaj in to cenimo, ko pridemo takole, tudi med mlade. Ja, to je to. Hvala. Doktor Jevšek. Ja, za županovo pisarno pravijo, da županova pisarna je med ljudmi. In v času covida sem odkrito povedano to epidemijo ne napak razumeti, celo oboževal, ker sem imel vse vikende fraj. Namreč ta sanjska služba pomeni, da si soboto in nedeljo na 5-6 prireditvah med ljudmi, kjer se tudi družiš z mladimi. Hitro sem začel to pogrešati, žena me je dostikrat vprašala, a res nimaš nič zdaj soboto in nedeljo, daj poglej koledar, da ne boš kakšne prireditve pozabil. No, sedaj so spet tam in sem zopet vesel in srečen. Zaradi tega, ker v kontaktih, na prireditvah, po prireditvah, v pogovorih z ljudmi pravzaprav čutiš kraj, čutiš okolico in čutiš generacijo. In recimo, jaz mislim, da to je najpristnejši način, s katerim lahko dobiš občutek za okolje in s katerim lahko, če hočete, urediš kak prostor za kako skupino mladih. Jaz sem prej mogoče pozabil omeniti eno stvar, ki se mi zdi zelo pomembna. Kot veste, smo mi na Slovenski ulici v Murski Soboti od države res z velikimi težavami, ampak le uspešno dobili prostore bivšega centra za socialno delo. Tam delujejo v bistvu različne nevladne organizacije, različna društva. Ko sem zadnjič obiskal te prostore, v njih delujete mladi. In prav veselo je pogledati, ker so vse pisarne polne in tam se veliko dogaja. Tam se veliko ustvarja na različnih področjih in se mi zdi, da smo s tem ne samo napolnili eno res lepo meščansko hišo, ki bi sicer lahko tudi propadla, če bi bila prazna, ampak smo tudi naredili en korak naprej pri tem, da našemu mestnemu jedru vdihnemo dušo mladih, ker se tam zbirate, ker se tam srečujete in tam ustvarjate. Skratka, če se vrnem na to vprašanje, jaz sem sedaj zopet srečen župan, ker so vsi moji vikendi polni in se srečujem z ljudmi in to, kar je povedal kolega, je še kako res. Najlepša hvala. Gospod Jesih. Uvodoma bi čestital gospodu županu oziroma mestu za prostore. Ravno to je tisto, kar sem želel poudariti v svojem uvodnem govoru, da mladi dejansko potrebujejo nek prostor, neko življenje. Če se pa vrnem na vprašanje oziroma na odgovor iz publike, med drugim je tudi analiza raziskave Mladina 2020 pokazala, da mladi so zelo aktivni, inovativni, vendar prevelikokrat osamljeni in pod stresom. Epidemija je to nažalost še toliko bolj razgalila in tudi Evropa kot Evropska unija in Evropa kot taka se tega zaveda, zato tudi je plan, da se leto 2023 razglasi za leto duševnega zdravja, ker mislim, da bodo mladi spet dobili tisto osrednjo vlogo
In mislimo, da so to teme, ki jih je treba nasloviti, vsekakor pa s pozitivnimi mislimi naprej, s pozitivno energijo in kot pravijo, tisto, kar nas ne ubije, nas naredi še močnejše. Tako da. Najlepša hvala tudi vam za odgovor. Zdaj smo slišali res konkretne odzive na vaše odgovore, pa da vidimo, če se tudi v drugo opogumite, morda za tiste, ki ste prišli nekoliko pozneje, naj omenim, tisti, ki bo se najbolj aktivni, dobite na koncu nagrado. Še enkrat. No, šalo na stran, pa gremo še eno vprašanje za vas. Torej, govorili smo tudi o Evropskem letu mladih. Je pa lani, torej 9. maja, se je začela aktualna konferenca o prihodnosti Evrope. Pa me zanima, če je morda kdo od vas aktivno sodeloval na konferenci o prihodnosti Evrope in pa kaj mladi pričakujete od odločevalcev na evropski ravni, na nacionalni ravni in pa na lokalni ravni. Tu zdaj imate predstavnike vseh 3 ravni in lahko mirno podate svoje predloge. Na splošno. Ja, sicer se tega srečanja 9. maja nisem udeležila, sem se podeležila konference, ki se je odvijala septembra, tudi pri Miku, mislim debate, kroga. Pa smo tudi govorili o vlogi mladih na lokalni ravni in pa tudi na evropski ravni. In pa tudi letos decembra so na našo šolo prišli predstavniki Evropskega parlamenta, kjer smo o aktivnih problemih pisali rešitve in naše pobude, kaj želimo, da bi se uresničilo v prihodnost, in mi smo si izbrali temo razlik med spoloma in kako bi se le te razlike odpravile. Zdi se mi, da smo podali nekaj konkretnih rešitev in pa predlogov, tako da mislim, da je zelo pomembno, da se tudi mladi vključujemo v te debate, podamo svoje predloge in pa zelo lepo je videti, če se te predlogi tudi upoštevajo in pa. Ne vem, če sem dobro odgovorila na vprašanje. Si, seveda, pa tudi sodelovali ste na razpravi o podnebnih spremembah, kjer ste bili zelo aktivni. Se vidi, da ste mladi na ogromno področjih zelo aktivni. Bi morda še kdo kaj dodal? Ja, pozdravljeni. Mi smo se, kot je že Hanna omenila, v preteklih mesecih tukaj v Miku udeležili delavnic o prihodnosti Evrope. In nekateri smo potem bili izbrani tudi, da smo šli v Ljubljano, kjer smo se ta in prejšnji mesec že pogovarjali o nekakšni strokovni ekskurziji v Bruselj, na Prago in pa pač na Češko, kjer bi se skupaj z mladimi iz cele Evrope pogovarjali o njeni prihodnosti in bi lahko tudi konkretno podali predloge, kaj bi si želeli v prihodnosti leta 2030, kot ste tudi vi že omenili, leta 2050. Se mi pa zdi, da je bila nekako osrednja tema vsega skupaj zaposlovanje mladih in pa izobraževanje v smislu nekakšnega kariernega usmerjanja mladih, predvsem po srednji šoli, pa tudi že ob koncu osnovne šole smo ugotovili, da so mladi zelo, če se lahko tako izrazim, izgubljeni. Mogoče ne samo, da ne poznajo vloge Evropskega parlamenta in pa sploh funkcionalnosti Evropske unije kot take, ampak tudi za svojo poklicno prihodnost ne najdejo nekakšnih smerokazov, kako naprej, in se še vedno iščejo. To pa postane problem tudi, pač ob koncu srednješolskega izobraževanja je zelo pomembno, da vemo, kam iti, da vemo, kako do tja priti in kakšne so zahteve, če hočemo postati tisto, kar si želimo. Mi se še tukaj zdaj ne zavedamo, vendar nekateri iz Ljubljane so omenili, da je velik problem tudi to, da ni zadosti študentskih domov oziroma stanovanj za študente, da so prezasedena in pa tudi niso zadosti dovolj mirni ti študentski domovi. To je zdaj sicer tako, ne vem, jaz sicer ne vem, kako je to, ampak pravijo, da bi lahko oziroma pozivajo nekako Evropsko unijo, da se predvsem
nekako bolj usmeri na mlade v smislu srednješolskih let, te mlade, ne nekako bolj mlade in ne študente, ampak mlade, ki lahko dejansko aktivno pripomorejo k, če lahko tako rečem, aktivni in zdravi evropski politiki. Seveda, najlepša hvala in pa kar. Jaz bi predvsem rad mogoče podal vam informacijo o nekaterih aktivnostih, ki jih lokalna skupnost skupaj za gospodarsko zbornico in obrtno zbornico v regiji že nekaj časa pripravlja. Imeli smo tudi že nekaj sestankov pred časom na državni ravni in to je ambicija, da bi regija Pomurje dobila Pomurje in Štajerska. Sedaj ali v Murski Soboti, jaz upam, da bo to v Murski Soboti, mi smo ponudili nekatere lokacije, kjer bi to možno bilo izvesti, tako imenovani talent center. Talent center je pravzaprav stvar, ki pri mladih, tako osnovnošolcih in dijakih, po posebni preizkušeni in znanstveno seveda preizkušeni metodologiji ugotavlja, kateri so tisti talenti, ki jih mladi imajo za to, da se lažje usmerijo v poklice, potem v sam študij. Vzor tega talent centra je v Gradcu, kjer ta talent center izjemno dobro deluje in se mi zdi, da je to predvsem za poklicno usmerjanje in pa odločitev za poklic in pa za sam študij, torej v prvi vrsti tudi za mlade zelo velika pomoč. Jaz sem optimist, da bomo z temi aktivnostmi nadaljevali do tega, da bo do tega talent centra prišlo in potem tudi začeli izvajati te programe za območje širše regije. To, kar je danes seveda ne samo dejanska situacija in realnost v naši lokalni skupnosti, ampak tudi širše, je, da posamezne gospodarske dejavnosti v bistvu mrzlično iščejo poklice, ker enostavno jih na trgu delovne sile ni. In to je tudi naloga lokalne skupnosti, da za te deficitarne poklice spremeni tudi štipendijske sheme. Kot veste, Mestna občina Murska Sobota štipendira iz proračuna uspešne študente in v mestnem svetu in tudi torej na nivoju lokalne skupnosti smo se pogovarjali, da bomo preusmerili del teh sredstev v deficitarne poklice in spodbujali te deficitarne poklice. Kajti, če bo stvar šla v tej smeri naprej, potem bomo imeli velik problem pri nekaterih poklicih, pa ne govorim zdaj samo o keramičarjih, zidarjih in tako dalje, ampak tudi o strojnikih, električarjih in tako dalje, ki jih uspešna srednja in mala podjetja v našem prostoru, ki so gibalo gospodarskega razvoja našega prostora, pa ne samo našega, verjetno tudi slovenskega, mrzlično iščejo. Seveda je drugi element tudi plača. Mi imamo na nek način srečo ali pa nesrečo, da živimo v bližini avstrijske meje. Leta 2008, v času gospodarske krize, je bila to sreča, ker so ljudje tam najdli sredstva za to, da so preživeli. Zdaj pa to nesreča, zato ker Avstrija ponuja nekoliko višje plače in nam odžira uspešen kader na različnih področjih. Ne vloži nič, ampak enostavno jih kupi za 1000 evrov ali pa 600 evrov večjo plačo. In odgovor je jasen, se ga ni treba iskati. Kar. Ja, če smem, navezal bi se to, kar je bilo rečeno, pa tudi strani gospoda župana. No, beg možganov je tudi ena izmed tematik, ki je bila opredeljena v osnutku prvega dokumenta konference o prihodnosti Evrope. Pa bi si želel tudi kak komentar iz publike. Namreč tisto, kar je v poglavju mladine identificirano, kar so v bistvu mladi v tem času enega leta in pol naslovili na Evropsko unijo, je med drugim tudi volilna pravica 16 leti, najprej samo za evropske volitve, potem kot ste omenili, da mladi premalo poznajo institucije Evropske unije, se tukaj
predvideva oziroma kaže nekako na upravljanje EU testa za mlade, ker bi v bistvu se preverjalo, koliko mladi zares poznajo, pa ne v smislu tega, da bi mlade preverjali, ampak koliko v bistvu tega, koliko so evropske institucije in vsi ostali naredili za to, da vi dejansko poznate te institucije v tem kontekstu. No. Na to navezujoče državljanska vzgoja potem v kurikulum osnovnošolskega izobraževanja, stanovanjska politika in pa seveda, kot je bilo sedaj že rečeno, beg možganov. No. Pa bi si res želel kakšnega odziva na katerokoli od teh tem, ker verjamem, da so vaše ideje zelo plodne, inovativne in polne nekih novih pristopov, ki jih mogoče mi, ki smo pred nekaj leti že prestopili evropski prag definicije mlade osebe. Hvala. Če lahko še mojemu vprašanju samo še nekako takšno točko izpeljem. Pogovarjali smo se o tako imenovani kvoti mladih v različnih poklicih. Gospod župan, omenili ste, da to je pohvalno, da financirate s štipendijami različne uspešne mlade, ki se res trudijo, da bi svojim znanjem lahko pripomogli tako lokalni kot tudi nacionalni in pa evropski ravni. Vendar smo se pogovarjali, da mladi, predvsem ko v času srednješolskega izobraževanja iščejo neko, na primer, počitniško delo. Več kot 90% delodajalcev zahteva, da imajo mladi že neke delovne izkušnje. Pojavi se problem predvsem pri tistih, ki še nimamo delovnih izkušenj, kajti vsi delodajalci bi želeli, da imajo seveda njihovi zaposleni čim več izkušenj in da so najbolj produktivni, kakor je le mogoče, ne? In zdaj, če nimamo te možnosti, da bi dobili nekako delovne izkušnje, kje naj začnemo? Zato smo nekako razmišljali v tej smeri, da bi lahko Evropska unija financirala tista podjetja, ki bi nekako financirala, da bi Evropska unija lahko financirala podjetja, ki imajo določeno število mladih zaposlenih v svojem podjetju. Ali je to izvedljivo? Ali... Načeloma je izvedljivo, v bistvu. Vedno je vprašanje, kam postaviš prioritete pri celotni zadevi, ampak to je neka oblika sofinanciranja v bistvu, ali pa neke dodatne pomoči, kjer bi se pač podjetje morala prijaviti na razpis. Ampak če se vrnem v bistvu še na tisto, kar je bilo prej rečeno, ne, tudi beg možganov. Ja, tukaj je specifičen problem na ravni Evropske unije. Ne, v bistvu mi še nismo sicer kot celotna država v tistem stanju, kot bi bili v deficitu, kar pomeni, da bi ljudje množično drli od tod. Ampak če gledamo bolj proti vzhodu, so pa številna območja, ko pravzaprav mladi gredo, ker ni nezaposlitev, ni ničesar. Tisto, kar sem si sam vedno predstavljal kot možnost in kar Evropa na nek način nudi, pa mogoče niti ne na tem nivoju dijaškem, ampak še bom rekel tam, tudi vključno z študentskim delom, je v bistvu neke vrste, moraš ustvariti sicer pogoje za kroženje možganov. Torej, če naši gredo drugam, moramo mi postati toliko odprti, da bojo prišli k nam. Na tem vzajemnosti celotna zadeva deluje. Vsi ti programi, ki delujejo lahko zgolj na ta način. Ampak pri nas moramo potem v bistvu razumeti tudi našo zakonodajo mičke na drugačen način, če hočemo to narediti. Kar pomeni v bistvu, ker sem bil pač v tem pedagoškem procesu, vem, da moramo zakon o rabi slovenskega jezika v šolstvu takole malo pogledati, da lahko izvedemo zadevo na ustrezen način v angleščini. Vsaj predavanja. Izpiti so v slovenščini za naše. Ja, ni tako grozen problem, če se želiš prilagoditi, ampak moraš tudi za tujce to narediti in hkrati v bistvu pogoji morajo biti takšni, da si želijo priti. In zdaj, tukaj je pa tekmovanje, ja, seveda tudi z ceno ali pa s plačami obstaja to tekmovanje in spodbujati gospodarstvo, da preprosto temu sledi. Zdaj, ker bomo šli v zeleno in digitalno transformacijo, bo delovna mesta morala biti takšna, ki bodo ljudem tudi več dala. Seveda prek davkov tudi družbi,
ker bo delovnih mest, ne bom rekel, da jih bo več, se niti približno ne upam reči, da jih bo več. Ampak tole, kar nas bo za spremembo energetike prisililo na vseh nivojih, tudi v malih in srednjih podjetjih, bo neke vrste industrijska revolucija, ki je dobesedno pred vrati, ker nas pestijo vse krize. Pandemija nam je pokazala, da je nekaj možno narediti, torej možno je celo človeka postaviti pred ekonomijo, tega prej celotna zgodovina Evrope, celotna zgodovina delovanja svetovnega gospodarstva govori, da temu ni bilo tako. Tokrat je bilo možno za par trenutkov to. Ne pomeni pa to, da je mogoče to celo edina rešitev, ki jo imamo in, bom rekel, ljudi in okolje dati pred dobiček. Ne pravim pred gospodarstvo v celoti. Gospodarstvo, ki služi svojemu namenu, skrbi za to, da so viri. Politika mora poskrbeti, da so pravilno razdeljeni. Tudi tisti, ki niso vključeni, morajo nekaj od tega pravzaprav imeti. Ampak tisto, kar sem hotel v osnovi reči, kroženje možganov, vidim kot drugačno rešitev, kot zgolj beg, ampak je treba pa pogoje ustvariti. In če država vate nekaj da, zavedati se neke odgovornosti, ampak mislim, da se moramo na večjih nivojih zavedati odgovornosti, da ne bomo to zahtevali sam od mladih, ampak pravzaprav od vseh. Če država nekaj vate da, potem na nek način to vrneš, če to vrneš državi, na nek način vrneš tudi naslednjim generacijam in tako naprej. Ampak na kak način? Da prideš delati potem nazaj, če greš v tujino. Ali pa na način, da zgolj investiraš nazaj, torej poskrbiš za neko naložbo, za neko novo delovno mesto, ali pa zgolj za neko sodelovanje, če so ti recimo vlagali vate na področju, umetnosti ali česarkoli podobnega. To je pa zdaj drugo vprašanje, ampak zgolj zavedanje o tem in da je samoumevno, da nekaj takega narediš, tukaj smo še pa zelo daleč stran, zelo daleč smo stran. Številni poklici so taki, ker je država res ogromno investirala v ljudi, potem pa ne bi se zaposlili kjerkoli. Tukaj imam eno tako zanimivo evropsko izkušnjo, mislim, da velja že zadnjih 100 let Francija. Tam recimo učiteljišča. Če ti končaš izobraževanje za učitelja, potem ali pa tudi za zdravnika. Ti država pove, kam greš delati prvih 5 let, potem pa da greš delati kamorkoli hočeš. Če ne sprejmeš, potem javni sektor zaprt za večno zate. Pa si se odločil, da boš nekaj drugega naredil s tistim znanjem, ki ga je država investirala, da ga imaš. Pa nimajo pri njih tak način izobraževanja kot pri nas. Se veliko več doplača, da smo si zelo na jasnem. Ampak to je za njih samoumevno zadnjih 100 let. Torej, zelo dolgo čas. Pri nas, da bi na ta način razmišljal in bil v politiki, odnesejo me. Na evropski ravni si pa znam predstavljati, da nekaj bo treba narediti tudi zato, da sploh tam, kjer se ljudje odseljujejo, da bojo tista okolja dobila vsaj del nazaj strani tistih okoljev, kamor se priseljujejo in kjer v bistvu dobesedno ne vlagajo nič v ljudi in dejansko dobijo izdelano delovno silo. Tega razumevanja, zakaj je država na eni strani, na drugi strani, zakaj je gospodarstvo, preprosto ni. Zastonj lahko dobiš delavce, ampak je treba v bistvu nazaj vlagati v osnovno dejavnost, brez tega celotni krog ni sklenjen in ne deluje. Ja, še en dokaz več, da potrebujemo nek nov družben dogovor, za kar naj bi šlo pravzaprav pri tem konferenci o prihodnosti Evrope. In tukaj pa lahko povem eno stvar, ki je za parlament pomembna. Parlament se je zavezal, da bo čim več tega, kar so ljudje zahtevali, težil državam, ker predvsem države morajo, ali pa drugim akterjem, torej svetu, komisiji, da v bistvu to spravimo tudi v življenje. Zdaj, a to zahteva spremembo pogodb, ne zahteva spremembo pogodb, nam v osnovi ni pomembno. Najprej je seveda treba obstoječe pogodbe do konca realizirati, tako kot so napisane, ne pa jih spreminjati zato, ker jih ne znamo realizirati. Potem pa, če je treba spremeniti, pa tudi spremeniti.
zato da lahko v okviru tega nekatere stvari naredimo. In tukaj je ta pobuda strani mladih, po mojem, zelo pomembna. Tisto 16 let je zgolj ena od tistih zadev, ampak ko se še jaz pred leti spomnim, ko smo prvič to spraševali glede 16 let, so številni mladi bili proti temu, da bi pri 16 letih imeli pravico voliti in mogoče bi eksperiment bil ravno evropski, ker je tam udeležba daleč najmanjša in, kar pa je res, so pa mogoče zadeve najbolj daljnosežne, ker postavlja nek okvir, znotraj katerih lahko države in lokalne skupnosti pravzaprav delujejo. In če tam zberete takšne ljudi, ki upoštevajo to, kar mladi hočete, ali pa ki upoštevajo dolgoročno vizijo, potem je mogoče večja verjetnost, da bo ta prihodnost boljša, kot če recimo zberejo tam, brez vas, koga takšnega, ki nasprotuje sploh dejstvu, da Evropska unija obstaja. In še mogoče zadnja misel, to pa vedno povem sem, ne pustiti, da drugi odločijo namesto vas tisti trenutek, ko imate možnost, da odločite. Da se vam ne bo zgodilo isto, kot se je britanskim mladim, ko so jih starejši, ker so gledali nazaj v zgodovino, kakšni imperiji so bili pa tako naprej, vrgli ven iz Evropske unije, za njih je pa Evropska unija predstavljala normalno prostor, če se ne moreš pri sebi zaposliti, se pa lahko znotraj celotne Evrope, je druga domovina. In so jih vrgli ven iz tega. In če kdo obžaluje oni, ampak kaj so naredili? Ja, niso šli na referendum. Ne pustiti drugim, da odločijo namesto vas, v trenutku, ko lahko odločite. To je osnovno, sploh me ne zanima za koga, ampak sam naj drugi ne odločijo namesto vas. No, to je bilo strani obeh osrednjih govorcev postavljeno tako dobro vprašanje, pa da vidimo z dvigom rok, kdo od vas je, da se volilna pravica veljavi 16 leti in kdo da ne. Kdo se strinja s tem, da bi pri 16 že lahko volili? Ok, večina vas je pa torej, da se ne voli že pri 16. Kdo je za to? Dobro, ajde, 50-50. Kdo pa je vzdržan? Ok. Dobro, povem 50-50, zanimiv rezultat. Ok, dobro. Zdaj še imam eno vprašanje za vas, brez skrbi. Ok, pa da nadaljujemo morda zdaj spet tema mladih. Torej, v Sloveniji se je od leta 1990 pa do 2020 populacija mladih, torej od 15 do 29 let, zmanjšala za 31,1%. Leta 2020 je najnižji delež med dobrimi 310.000 mladimi predstavljala starostna skupina 15 do 19 let, to je dobrih 93.000. Mladih je torej vedno manj in posledično težje uveljavljajo svoje interese. Danes smo sicer slišali že neke rešitve, torej tudi glede bega možganov, glede lokalnih in nacionalnih zadev. Zdaj pa, kako pa poskrbeti, da bo glas mladih slišan in njihovi interesi uveljavljeni? Pa morda dr. Brglez prvi. Ja, nekaj sem že povedal glede samih volitev. Trenutku, ko vam je dana ta možnost, je to možnost treba realizirati. Noben je ne bo namesto vas. Ali pa drugače povedano, politika bi se morala zanimati za mlade, ampak v bistvu je to neko obojestransko razmerje. Če se mladi zanimate za politiko, potem se bo politika to zanimala za vas. Moji volivci so, žal, v bistvu, ko gledam v bistvu tiste podatke, veliko starejši od vas. Jaz bi bil veliko bolj srečen, če bi lahko, ali pa mislim saj, da en del teh zadev lahko, ali pa ki jih skušam realizirati, lahko realiziram tudi zato, ker se zavedam, kaj bi mlajše generacije potrebovale. Ampak če ne volijo, potem si na koncu odvisno tisti, ki dejansko volijo. Ampak ne gre zgolj za to, da greš na volitve, gre tudi za to, da mladi sodelujete aktivno, da drugemu pomagate, da drugega ozaveščate, uporabite vsa svoja sredstva, da pač zadeva ne gre mimo, torej vse socialne medije, kot se temu reče. Zdaj bom tako rekel, naša stranka je celo v bistvu tokrat imela največ mladih na volitvah in celo mlad prav iz te regije je bil izvoljen. Ne samo to, da smo torej jih dali kar tako gor, zato da zgleda številka, ampak dejansko so bili izvoljeni.
In zdaj tista razprava, ki je bilo prej rečeno, kolega je povedal, v bistvu, da pet mladih je bilo iz različnih strank v nov parlament izvoljenih in seveda ta bo pravzaprav zanimiva reč, kaj bodo iz tega naredili, v bistvu, ker to je vedno neka preizkušnja glede tega. Druga reč, ki je važna, povezovati se. Dijaška organizacija Slovenije, Mladinski svet, v bistvu te krovne, ki so, ampak zgolj z povezovanjem lahko tudi več pritisnete, lahko več naredite, date kakšne pobude. To so že akterji, kjer se jih pa politika ne upa čisto zaobiti. Ja, ne upa si zaobiti organiziranih mladih. Posamezne interese še nekako lahko da na stran, organizirane pa veliko manj. In končno, dajte si izoblikovati svoje mnenje. Bodite kritični, to je ena ključnih zadev. Prej je bilo omenjen mladinski dialog, vse te oblike, ki so namenjene ravno tega, da vas odločevalci slišijo, ali pa sama konferenca o prihodnosti Evropi. Od nje, kaj se od tega se bo realiziralo, bo pa v marsičem, ja, odvisno tudi to, koliko bodo Evropsko unijo jemali resno. Tako da, dajte izraziti svoje mnenje večkrat, kjer je možno, in ja, mogoče ne nasedati prehitrim rešitvam, ki jih najdete zgolj na socialnih omrežjih, pa nikjer drugje. Najlepša hvala, dr. Jevšek. Kaj pa bi bila vaša rešitev, kako naj bo glas mladih slišan, njihovi interesi uveljavljeni? Dobro, glede aktivne volilne pravice in njenega uveljavljanja, jaz mislim, da so zadnje državnozborske volitve dober signal, da se veliko mladih aktiviralo in angažiralo. In se mi zdi, da smo lahko zdaj po teh volitvah optimistični in jaz bi samo napovedal, da sedaj nas čakajo predsedniške volitve, potem pa lokalne volitve. In na lokalnih volitvah jaz pričakujem veliko udeležbo mladih, ne samo kot volivcev, ampak tudi kandidatk in kandidatov za občinski svet. Jaz, ko pogledam po občinskem svetu, z mano vred, potem nisem najbolj vesel, ker imamo zelo malo mladih predstavnikov. In kako lahko drugače oblikuješ svoje zahteve in jih tudi realiziraš v lokalnem okolju, če nisi v občinskem svetu. In pogledajte, način volitev v občinske svete za preferenčnimi glasovi omogoča, da prideš v občinski svet, če se skupina istomislečih ali pa podobno mislečih mladih zbere in izvoli svojega predstavnika, bo definitivno v občinskem svetu. In tam stopi za govornico in pove, poslušajte, mi zahtevamo to in to. Ko se oblikuje proračun, zahtevamo toliko denarja za to in to. In se mi zdi, da je če kdaj, zdaj v tem pozitivnem valu udeležbe na volitvah, tudi za lokalne volitve, zelo velika priložnost, da ste mladi v občinskem svetu bolj prisotni kot do sedaj, ker praktično, zdaj če bi šel po povprečju let, seveda se v občinskem svetu, kjer se pa odloča o proračunu, kjer se odloča o prostoru, kjer se določa o vsebinah, mladih premalo sliši. Jaz si želim to. Ne nazadnje tudi kakšno mlado županjo, župana, podžupanjo, podžupana, ker potem je možnost uresničitve vaših želja, vaših zahtev bistveno večja. Najlepša hvala za odgovor, pa še gospod Jesih. Ja, zdaj, v bistvu nekaj več veliko za dodati, mogoče samo v enem stavku, res dajte izkoristiti svoj potencial, ki ga premorete v maksimalni možni obliki in povedano bolj v slogu bliže mladim, fajtajte naprej, ni druge. Rezultati potem pridejo sami od sebe, verjemite. Najlepša hvala tudi vam. Torej, ravno gospod Jesih je zdaj na koncu povedal, uveljavite svoj ustvarjalni potencial. Zdaj pa spet vprašanje za vas. Na katerem področju pa boste uveljavili ta ustvarjalni potencial, torej vi sami, in pa ali boste ostali v domačih krajih ali se boste podali v Ljubljano ali morda celo v tujino?
Sprva še naprej zastavljeno vprašanje o poznavanju mladih Evropske unije, pomena evropskih ustanov in pa politike na splošno. Menim, da je bil dober odraz tega vprašanje za uveljavljene volilne pravice ob 16 letih, pri 16 letih. Vsi, ki smo odgovorili z ne. Je samo odraz tega, kako mladi se še ne vključujemo v politiko dovolj, zadosti hitro. In menim, da z dopolnitvijo 18. leta starosti, ko prejmeš veliko novih odgovornosti in s tem tudi privilegijev, saj se volilna pravica lahko šteje kot privilegij, je na nas in naša odgovornost in je na nas, da gremo voliti, da se vključujemo, da izrazimo svoje mnenje, saj na tem stoji svet in demokracija. In pač je to odgovornost že tudi šolstva, da vključuje aktualne teme, se aktualizira in poleg osnovnih šolskih vsebin še predava o teh aktualnih temah, kot je že politika. Na odgovor na vaše vprašanje je pa... Ok, recimo, kje bi ti uveljavila svoj ustvarjalni potencial, na katerem področju pa bi se vrnila nazaj domov, recimo po zaključenem študiju ali ostala? Kje boš nadaljevala svoj pot? V Ljubljani, v tujini, doma? Ja, razmišljam o študiju v Ljubljani. Že nekaj v tej smeri, politika, komunikologija. Ampak če bo pa le možnost, pa menim, da je vedno pametno iti iz države, ne iz razloga, da bi tam ostal in da državi ne bi vrnil tega, kar ti je podala, ampak da vidiš, kako je drugje, kako smo lahko hvaležni, kaj nam je ponujeno tukaj in pa kaj bi lahko tudi tukaj izboljšali in da se vrneš s tem znanjem in z idejo, da izboljšamo, ne pa odidemo. Super pogledi, hvala. Še kdo kaj je dodal? Se še kdo opogumil? Enega še imamo. Pač ne vem, meni se zdi pač smer, kaj bi jo jaz se rad pač razvijal pri sebi, je informatika pa računalništvo, ne v naši regiji, predvsem se mi ne zdi, da je sploh kakva priložnost, da razen če pač sam delaš nekaj, da lahko sploh kaj razvijaš. Pač si prisiljen iti naprimer v tujino, pa pač kam drugam, da pač sploh lahko delaš stvari, ki si se jih izobraževal, da jih delaš. Pač se mi zdi, da je problem v tem, da še vedno pač mi kot družba še vedno cenimo samo, da pač hitro končaš šolo, pa se zaposliš, ne pa da pač dejansko pridobiš neko visoko izobrazbo, pa da potem vlagaš v to, da bo v prihodnosti družba boljša, bolj razvita. Ja, pač to se mi zdi malo problem, da smo primorani pač 20 iti v tujino, da se lahko zaposlimo v svoji stroki ali pač pridobimo neke izkušnje, ker pač ne bi mogel pač povedati enega podjetja, pač ki je mogoče Medikop, ima mogoče kaj za IT ali pa kaj takega, samo pač tudi ni tako specifično v tem smislu. Pač mogoče bi mogli spodbujati kakšna tehnološka podjetja, da naredijo neke podružnice, recimo v Sloveniji ali pa v bližnji okolici, ki pač bi lahko tudi naše okolje, sem prepričan, ima tudi veliko sposobnih, izobraženih na vseh področjih, ki bi lahko zelo pripomogli, pač da bi ne samo industrija pa neke proizvodnje, obrate, ampak tudi storitvene dejavnosti, ki bi pač dejansko prinesle rešitve za prihodnost, da bi lahko dejansko ta zeleni dogovor pa vse skupaj funkcioniralo pač kot mora. Evo, še dve. Najlepša hvala tebi. Gremo naprej. Zdravo, jaz bi pa rada povedala, ko bi ti rada šla študirati v Ljubljano in študiji so ti večinoma v Ljubljani takšni, ko nam dajo višjo izobrazbo, še posebej za nas gimnazijce. Rada bi pa mogoče predlagala, tako kot imajo poklicne šole prakso, ker se oni že znajo, kaj bi rade delali naprej v življenje, bi mogoče za nas gimnazijce, tretji, četrti letnik je bolj matura pomembna, tretji letnik, predlagala tudi kakšno prakso, ker mogoče nas večina že zna, kam bi šli radi študirati, ker se v tej dveh letih nam da gimnazija dosta takšnej spektrov nam predstavi,
pa v šoli tudi na različne študijske poklice so predstavljene, ko bi mogoče sami lahko tudi izkusili to. Pa ne treba, naprimer, kamo v Ljubljano, ampak tudi v Prekmurju smo imeli prejšnji teden, pred 2 tednoma poklicno orientacijo, ko smo šli v različna podjetja. Bi ta podjetja lahko mogoče tedensko prakso za gimnazijce, ker računamo, kako je ti kolega pravil, po računalništvu ali pa kakšni drugi študiji, ko so na malo na višji ravni pravo, bi lahko šli za en teden pa malo to izkusiti, kako je to sploh isto kot poklicna šola. Znamo, ko je za gimnazijce ti šolski načrt tak, ko nemajo toga, ampak jaz bi fejst rada to osebno videla, kako tudi mi gimnazijci lahko pripomoremo malo za višjim znanjem. Super, hvala pa. Pa še ena roka. Ja, dober dan, jaz bi se rada navezala na sošolca Sebastjana pa Barbaro. Najprej bi povedala, da pač Sebastjan je izpostavil, da bi rad študiral računalništvo v nekem takšnem smislu. Pa se mi zdi, da v Sloveniji so podjetja, ki bi mu dala možnost za zaposlitev, ampak verjetno, če pa bi se usmeril po drugih državah, pa bi imel večjo plačo, več možnosti in zaradi tega mislim, da se pri nas mladi izseljujejo. In ne zaradi tega, ker recimo imamo veliko vseeno deficitarnih poklicev, ampak pa možnosti za zaposlitev v takšnem smislu, kot je recimo računalništvo. Za Barbaro pa se strinjam, sploh v smislu, da recimo poklici, ki jih iščemo, so bolj tehniški in pa recimo naš šolski sistem je narejen takšen, da recimo imamo tehniko samo v 7. in 8. razredu osnovne šole in v bistvu mi, ki smo v gimnaziji v 3. letniku sploh nimamo v bistvu pogleda to, kakšni so ti poklici. Ja, imamo karierni dan enkrat na leto, ampak pač to nam ne da takšnega velikega pogleda na to, zato pa tudi, ko dobimo izobrazbo, ko dobimo to možnost, da se zapustimo, raje izberemo tujino, ki nam da več znanja, pa večjo plačo, pa več možnosti in pa ja, mnogo se jih potem tudi ne vrne zaradi tega, ker v tujini dobijo, pač se ustalijo in se navadijo na to. Zato pa mislim, da je zelo pomembno, če želimo, da bomo obdržali mlade, predvsem to, da jim najprej naredimo takšen sistem, da bodo spoznali sploh te poklice, ki jih iščemo, potem pa jim damo tudi kadrovske štipendije, ki jih lahko sofinancirajo tudi država, pa jim damo deficitarne štipendije in pa potem zdignemo oziroma dvignemo naš razvoj na pač takšno stopnjo, da se bomo lahko primerjali z drugimi in potem lahko pač v bistvu pričakujemo, da bo več mladih tukaj ostalo in pač se izobraževalo. Ja, samo pa mislim tudi študirati v Ljubljani za naprej, pa še ne vem. Najlepše hvala, zdaj pa lahko mikrofon daš spet na desno. Na desno. Ja. Zdaj pa še odgovor na, kar je povedala prijateljica Tinkara, glede tega, da službe so ponujene in da možnosti so, le da so drugje boljše, je argument, ki zadeva na splošno težavo potrošniške družbe in ne države same, da ne bi dala možnosti. To se mi zdi bolj kot je prej povedal gospod Brglez, je to, da premalo vlagamo v trajnostni razvoj in preveč na dobiček, preveč se postavlja ekonomija pred človeka in to, da so ponujene možnosti, ampak so drugje boljše, vedno je nekje boljše in se mi zdi, da je pomembneje vlagati v trajnostni razvoj države, kot pa v razmišljati o dobičku, kapitalu in to je problem, ki zadeva celotno mišljenje potrošništva, potrošniške družbe. Hvala pa, če še daš mikrofon tja nazaj.
Jaz bi še rada samo dodala, ko pravimo, ko delamo na mladih in v osnovni šoli 8. 9. razred, da se treba odločiti, kamo naprej, se ponavadi za gimnazijo odločijo ali tisti, ki že znajo, naprimer študij medicine, nekši višji študij, ali pa tisti, ki še ne ve, kamo bi šel dole. In zdi se mi, ko vsako leto, kako se razvija svet, se razvijajo tudi novi potrebni poklici. In mislim, ko bi v osnovni šoli mogli začeti predstavljati prihodnje poklice pomembne, kar bi v prihodnosti. Ker ne da, naprimer, kakšen poklic, kar je zdaj aktualen fejst, čez 10 let, da do oni končali gimnazijo, srednjo šolo, še vedno tak fejst potreben, kak je bil, ampak da se razvijali novi poklici, kar bomo mogli dosta ljudi dati, in ker se svet razvija, bi takšni poklici mogli biti predstavljeni mladim, kot prihodni poklici prihodnosti. Ko se oni znajo odločiti, nekako gledano na tisti ravni, če bi tisti poklic ti mogoče bolje ustrezal. Gremo naprej. Ja, jaz bi pa povedala glede tega, da nam veliko ljudi govori, da se moramo odločiti, kaj bomo delali glede tega, kaj imamo radi, kaj radi delamo in v čem bomo uživali. In se mi zdi, da če mladi nimajo možnosti se zaposliti v svoji domači državi, da je prav, da gredo v tujino in delajo nekaj, kar jih veseli, ne pa da se v tujini, mislim v domači državi odločijo za nek poklic, ki je tam, ampak da jih ne veseli. In se mi zdi to zelo pomembno, da se to, kako se nekdo počuti, postavi pred ekonomijo, kot je že Hana povedala. Ja, to je to. Super, najlepša hvala. Lepo je videti tako zgovorni in aktivno publiko, sploh pri mladih, pa še ena roka. Ja bi se rada navezala, kot je prej Barbara omenila, za to prakso, ki se mi zdi v bistvu fejst dobra ideja, ker puno nas ima nekšo idejo, ko bi radi šli dole, ko bi radi študirali, ampak nišče ne ve, če nam to v praksi dejansko leži, oziroma če se mi v tom vidimo, ker smo nikdar ne bili poleg pri tom dejanskem delu. In če bi se organiziral en teden, naprimer, ne vem, neščeš iti študirati logopedijo, ko bi naprimer en dan, 2 dni, če že ne en kaden, preživel z logopedom, videl, če to delo dejansko za njega, ali pa mogoče meni narobe. Saj najslabša stvar, ki se lahko zgodi, ko gotovi, to je ne za mene, pa se usmeri v neko drugega. Ker mislim, ko enkrat ne bi škodil, ko bi mi pač šli v prakso, pa bi puno dobrega doprinesel vse nam. Kaj bi še pa povedal glede gospodarstva, kad ne bi toliko v gospodarstvo vlagali, pa to se meni zdi absurdno, moramo razvijati gospodarstvo v smeri nekšoj, kamolejko mi to prihodnost dosegnili. Ja, moramo mogoče na nekšoj točke spremeniti preusmeriti se ne bolj zeleno industrijo ali pa kakoli že industrijo visokih tehnologij, samo s tem, ko bomo pa mi zdaj vzeli, pa bomo spojali, ok, gospodarstvo bomo zdaj pistili, kada nas zadovoljilo in bomo razvijali samo mehanizme, kada je okolje preživelo, se ne bomo nič naredili, ker bomo enostavno sami sebe v nogo streljali. Nič ne da je pomagalo, če ne bomo imeli financ, ki bi uresničili to, ko bomo imeli še za 100 pa 200 let čisto okolja, kar je to se meni zdi fejst pomembno, kaj se v gospodarstvu razvito. Hvala. Najlepša hvala. Pa še enkrat poudarjam, hvala vsem, ki ste tako aktivno zdaj podali svoje mnenja. Bilo je ogromno informacij zdaj izrečenih z vaših strani, želj in tako naprej. Pa morda glede na vse informacije, najprej odziv samo toliko, da povem, dejansko vprašanje od gospoda Jesika je dejansko dokaj podobno potem naprej, ampak seveda z veseljem najprej slišimo komentarje vseh vas na pobude mladih. Ja, mislim, da pobude so v redu, ne? In tudi zavedanje tega, da v bistvu praksa v tem primeru ne more pomeniti v bistvu zelo dolga praksa, ne? Teden je res maks,
kar bi si najverjetneje, da bi znali to znakomodirati tudi na samem delovnem mestu, je treba se zagotoviti neke mentorje in podobne zadeve. Mislim, da je vedno dobro vedeti, a ti nekaj leži ali ne. Bom pa neko drugo zadevo povedal. Nima pa noben od nas čarobne palice, da bo vedel v bistvu, kakšni poklici bodo čez 10 let. In še manj, kje znanja bojo vodila do teh poklicov. Zato je po mojem ključ vseh ključev, da greš študirati tisto, kar te motivira. Če ne greš študirati tisto, kar te motivira, pa ti je nekdo rekel, da je to dobro, pa da bo ti dal denar, pa če te ne veseli ni teorije, da boš dober na tistem področju. Ta lastna motivacija, da študiraš, je blazno pomembna in še zraven pa zavedanje tega, da ne študiraš samo takrat, da boš dobil diplomo ali pa nekaj podobnega ali pa končal nek študij, višji, nižji, niti ni pomemben. Ampak zavedanje tega se boš mogel celo življenje učiti. Če kdo misli, da lahko neha se učiti po tistem, ko je doštudiral, pa da poklici kar tako raste, ne, ravno ob tistem. In če se hkrati nauči učiti se, je to največ, kar lahko izobraževanje pravzaprav ponudi. Da najde način, kako se bo relativno hitro, tudi na novo področje, ki se bo razvilo, s tisto izobrazbo, ki jo ima, lahko privadil. Zdaj pa znotraj tega je lahko fantastična tujina in, ko sem prej rekel, Erasmus je ena taka stvar, ker ti omogoča, da greš, za pol leta, leto študirati v tujino. Hkrati se da sprejmemo tudi druge sem. Delno se osamosvojiš, delno vidiš, da ti to leži. Sam sem z tistega področja, kjer so mednarodni odnosi, po definiciji bi ljudje morali v mednarodnem prostoru biti, pravzaprav bi bilo fajn, da bi že med izobraževanjem vsi videli, a so za to ali niso za to. Tudi s tem, da greš živeti v tujino za nekaj časa. Se mičkeno osamosvojiš od vsega, to je tudi tak zrelostni izpit, ne samo karkoli drugega. Ja, moramo pa ustvariti pogoje za to, da ljudje pridejo nazaj. Glede tega zelenega pa ostalega razvoja pa absolutno sem prepričan, da moramo doseči nek nov družben dogovor. Tudi z gospodarstvom, ljudmi, ki delajo, na drugi strani pa tudi medgeneracijski, kako bomo to zadevo peljali naprej. Ni možno brez nekega osnovnega družbenega konsenza peljati naprej. Še zlasti, če prideš enkrat do tistega, da pa dobiček ni več glavni. Pa rabimo družben dogovor glede teh zadev. Če hočemo modificirati to zadevo, se pa absolutno strinjam, od nekod pa moraš pravzaprav zadevo zafinancirati in brez tega je zelo težko kakorkoli že razvoj peljati naprej. Je pa Evropa prostor, ki ga vsi smatramo za svojega. To je, če si znotraj Evropske unije, te obravnavajo tako, kot te obravnavajo, načeloma bi te morali obravnavati tako kot lastne državljane. Z vsemi pravicami in če tam plačajo šolanje, tudi vi plačate šolanje. Če tam ne plačajo šolanje, kot državljani Evropske unije ne plačate šolanje. To velja za Evropsko unijo. Anglija, ki je šla ven, ne, tja greš plačati, če hočeš študirati, kot tujec. Tako da, zadeva je z tega vidika zanimiva in fantastično bi bilo dobiti nekaj izkušenj. Ni pa dobenega, ki bi zgolj na podlagi izkušenj rekel, zdaj tale poklic bo pa čez 10 let. Ustvarili ga boste, poklic namreč. Tako kot mora gospodarstvo ustvariti nova delovna mesta. Najlepša hvala. Doktor Jevšek, kaj pa vi pravite na vse te pobude in predloge? Jaz v bistvu kot župan, lahko pa po drugi strani tudi kot oče 23-letnice, ki študira v Ljubljani in se drugo leto odpravlja preko Erasmusa v tujino. Zelo blizu poznam te stvari. Ampak bom pa povedal eno drugo zgodbo, je že kar nekaj časa tega, ampak je še vedno aktualna. Našega doktorja znanosti z področja računalniškega oblikovanja, dizajnerstva, ki za svojo partnerko živi v Ingolstadtu, zaposlen je v tovarni Audi, kjer je vrhunsko plačan, ker je dizajner novih modelov Audijev. On je povedal naslednje: super plačo imamo, oba dva, zelo dobro živiva, ampak ko bova se odločila za družino, prideva nazaj domov.
ker takšen vzgojno-izobraževalni sistem, kot je v Sloveniji, pa tudi zdravstveni sistem, čeprav imamo veliko pripomb na njega, ga v Nemčiji ni. Se pravi, tudi iz drugih vidikov življenja je potrebno gledati svojo prihodnost, ne samo strani poklica, ampak mora lokalna skupnost in pa država preko lokalne skupnosti poskrbeti za pogoje, da se mladi potem vrnejo nazaj s tem znanjem. To je mogoče en drugi segment tega odhajanja v tujino. In veste, ko poslušam zgodbe tistih, ki odhajajo, ne samo v tujino, vsak dan v službo, v Ljubljano, v Graz, eni se vsak dan vozijo na Dunaj, a si vi predstavljate, kakšna je to kakovost življenja, ki jo postavljamo pred kapital. Na dan porabiti 6 ur za to, da se voziš, prideš utrujen domov, nimaš časa za rekreacijo, nimaš časa za družino, nimaš časa za počitek. Kakovost življenja je pomemben segment za neko zdravo prihodnost posameznice in posameznika in na ta segment pri teh debatah pogostokrat pozabljamo. Tako da to je zdaj, jaz tudi zaradi okoliščin, v katerih sem ta trenutek, veliko berem o naslednji, torej v tej finančni perspektivi, v kateri smo. Finančni mehanizmi Evropske komisije, Evropske unije so usmerjeni v vse to, kar vi pripovedujete. Vse to. In 5 ciljev, ki so nastavljeni za financiranje v tej finančni perspektivi, v kateri smo vstopili, naslavljajo denar na te probleme. Od države, od posameznih inštitucij, ministrstv pa je odvisno, koliko in lokalnih skupnosti, koliko konkretno, strateško in pa za prihodnost bo ta denar porabljen. To pa je velika odgovornost. Najlepša hvala. Gospod Jesih. Hvala. Če smem nadaljevati, ker je gospod župan končal. Z področja mladine smo za novo evropsko kohezijsko politiko pripravili 3 ukrepe, ki mislim, da so ključni. Eden je prekarne oblike zaposlitve za mlade, vseživljenjsko učenje in pa IT podpora na vseh področjih. Če se pa navežem na prvotno izhodišče, tudi sam sem želel podati eno osebno izkušnjo oziroma sošolka iz gimnazije, doštudirala pravo, seveda nezadovoljna z višino plačila kot pravnik začetnik v Republiki Sloveniji s fantom oziroma sedaj možem, odšla v München, se zaposlila pri zavarovalnici Allianz, uspešna zgodba, plača bajna, ko je porodila sedaj drugega otroka, ki živi v Domžalah. Mislim, da sem s tem vse povedal. Bi pa rad eno drugo stvar izpostavil, ki sem jo recimo opazil. Sam, ko gledam nazaj svoje izobraževanje, svojo šolsko pot, sem tudi sam bil fokusiran na ocene. Ocene so mi predstavljale tisto vodilo. Padci so v življenju zato, da lahko vstanemo in se dvignemo in gremo naprej. Tudi pri svojih obeh otrokih želim, ne glede na višino ocene, ki jo pridobita, želim, da ostane znanje, da ostanejo delovne navade in pa sposobnost učenja. Ker če vprašate 3 najbolj uspešne youtuberje v Sloveniji 5-6 let nazaj, če bo on živel od tega, da bo snemal svoj vsak dan, bi vam vsak rekel, ne se hecati. Tako da dajte biti fleksibilni, tudi gospodarstvo je fleksibilno in tisto, kar je ključno, država mora poslušati gospodarstvo, ga znati pripeljati v izobraževalni sistem in na ta način oblikovati poklice prihodnosti. Ker gospodarstvo je tisto, ki nekako narekuje sam razvoj, sam znanstveni pristop in pa aplikacijske stvari, ki se potem uporabljajo v praksi. In izobraževalni sistem je po eni strani mora dati fundamentalna znanja, pomeni, da vas opremi z načinom razmišljanja, z pravim pristopom in na ta način potem s temi znanji se potem vi prilagodite določenim specifikam, bodisi na poklicnem, na socialnem ali katerekoli drugem področju. Najlepša hvala, pa ostaneva kar midva na vezi. Omenili ste zdaj izobraževalni sistem, Urad za mladino pa podpira tudi številne mladinske organizacije. Zdaj, katere aktivnosti omenjenih organizacij, po vašem mnenju, predstavljajo največjo dodano vrednost za mlade, to se tudi nanaša na vaše pobude, ki ste jih prej podali, in pa kje vidite vi osebno možnost za napredek v obdobju izvajanja pobude Evropsko leto mladih? Zdaj,
tisto, kar na uradu želimo, je priznavanje in prepoznavanje kakovostnega mladinskega dela. To mislim, da je ključno. V ta namen tisto, kar smo lahko kot državni organ storili, je to, da smo za več kot 30% letos povečali sredstva za dvoletni javni razpis. Mislim, da so prejšnji teden ravno bile izdane vse odločbe. Sofinanciramo več kot 116 nacionalnih mladinskih organizacij, mladinskih centrov in pa organizacij za mlade. S tem namenom, da so ti pripravljeni programi ravno v ključnih segmentih, ravno v tem, prepoznati stiske mladih, prepoznati potencial mladih in ponuditi neko drugačen pristop, nek nov pristop, ki bo dal odgovor, pa vsaj delni odgovor na bodisi krize, ki nas še prihajajo, bodisi na iskanje prve zaposlitve, bodisi zgolj na aktivno preživljanje prostega časa. Ampak kot rečeno, vsaka organizacija, vsi, ki delamo v sektorju, rabimo tudi naslovnike, rabimo aktivne naslovnike, ki bodo tudi z nam znali pristopiti tako kritično kot spodbojevalno, in mislim, da skupaj zmoremo vseeno. Samo pač, kot prej rečeno, fajtati treba, ni druge žal. Najlepša hvala za odgovor. Zdaj pa, dr. Brgle, sicer smo že veliko govorili danes o zelenem prehodu, digitalnem prehodu, tudi vsi današnji udeleženci so marsikaj že izpostavili, sami ste na to že odgovorili. Zdaj pa predstavljate, na kratko recimo, predstavljate ravno zeleni in digitalni prehod področji, kjer bo Evropska unija v največji meri potrebovala ustvarjalni potencial mladih. Ja, absolutno se strinjam, tudi zaradi tega, ker v digitalnem svetu to je vaš svet. Jaz sem popotnik skozi to. Nisem živel s tem in vse tisto, kar je vam samoumevno, meni niti približno ni samoumevno. Recimo, pa se nimam za tako strašno starega, ali pa sem bil v stiku z številnimi generacijami in tudi kot učitelj, tako da je tukaj malo več ohranjaš tega stika. Ampak temu dejstvu Evropska unija namenja tudi posebno pozornost in recimo leta 2020 oblikovan Evropski pakt za znanje in spretnosti, ravno te veščine, ki so vezane, torej to digitalne veščine, tisto, kar naj bi spodbujalo. Ampak mislim, da tle ne bo tak grozen problem pri mladih, ampak predvsem pri tem, kako skozi solidarnost med generacijami starejše naučiti to zadevo. Ampak ja, to je en del zadeve. Drugo, kar je sam zeleni prehod, ja, jasno je, da ga potrebujemo. Jasno je, da ga zdaj po pandemiji in pa še ob vojni mogoče potrebujemo še toliko bolj, ker samo v tem primeru bomo lahko neodvisni od ruskega plina in nafte, samo če bomo to zadevo res izpeljali, ker ne verjamem to, da je nafta iz Katarja boljša kot ruska, pa da je kaj manj umazana v vseh pomenih beseda, pa ne bom ta trenutek razlagal zadeve naprej. Ampak tisto, kar je pa važno pri tem zelenem prehodu je, da ta zeleni prehod mora biti solidaren in pravičen. Tle sta pa dva pogoja, ki sta zelo, zelo pomembna in sta potem odvisna tudi, mislim, v Evropi poznamo demokracijo, ne? Če bomo politiki na evropski ali pa nacionalni ravni to zadevo, tudi zeleni prehod, peljali na način, da ljudje ne bodo vključeni in da bo več revščine, kot jo je bilo prej, če ne bomo skrbeli za te konsekvence, boste preprosto glasovali proti takim politiki. Ali pa bojo večina ljudi proti temu glasovala. Lahko zmagajo populisti in se v bistvu celotna zadeva pravzaprav kar konča. In zaradi tega mora biti ta vključujoč, ne bo toliko delovnih mest, kot si jih, mislim, sploh pa ne tistih tako zelo dobro plačanih, in v bistvu potrebujemo v bistvu ta vidik, da so ljudje upoštevani, da ne privede zadeva tako, kot je pandemija privedla do tega, da so nekateri neznansko bogateli, drugi so bili pa praktično brez delovnih mest ali pa zgolj na podpori, ki jo je tudi Evropska unija solidarno zagotavljala. Preprosto moramo iti preko tega in to je tisto, kar Evropa skuša narediti. Je pa jasno, da zelenega prehoda ne bomo uspeli narediti, če bomo to zadevo peljali zgolj v Evropi. Potrebujemo sodelovanje vseh, celo tistih, s katerimi smo ta trenutek v vojni.
Ja, torej takšen svet je treba postaviti, ker vsaj glede zelenega prehoda je v bistvu, če primerjam to zdaj z vojno, ena nevarnost vojne je tudi jedrska, ne? V bistvu, vsaj v Evropi si jaz pol ne predstavljam več življenja, ni nujno, da cel svet propade. Žal je jedrsko orožje napredovalo. Včasih smo govorili o tem, da če se ga uporabi, ni več sveta, danes je pa žal tako napredovalo, da se ga da lokalno tudi uporabiti. Ampak jedrsko orožje bi bila trenutna katastrofa. Če ne bomo naredili svojega glede zelenega prehoda, bo pa katastrofa sam čez par let kasneje. Pa v bistvu se bomo ukvarjali samo še s vprašanjem preživetja, niti ne s vprašanjem ekonomije, ker se nam bo vreme še zlasti toliko spremenilo, da na njega nismo pripravljeni. Zakaj govori ta medvladni panel za podnebne spremembe o tem, da je treba v bistvu zadržati naraščanje temperature tam 1,5 stopinje Celzija. Zakaj samo za toliko? Zato je, ker če prideš do 2, so pa že znanstveni dokazi, da življenjske vrste ne znajo preživeti, ko prideš do 2% povišene temperature. Mi smo pa del žive narave, nismo del česarkoli drugega. Tako da tukaj je treba ogromno narediti in tle bo treba ogromno narediti in tle je odgovornost od politike, da nekaj naredi in vseh, da sodelujejo. Ne pa več tako, kot je recimo včasih industrija pred recimo 20 leti investirala v to, da je zrelativizirala znanost o podnebnih spremembah in zaradi tega 20 let politika ni bila dolžna ničesar narediti, pa bi že morala delati na tem, če bi se hotela ukvarjati z okoljem na pravi način. Tako da, delno sem pesimist, ampak pesimist, ki mislim, da je treba v tistem danem primeru narediti maksimalno za to, ker ti nič drugega ne preostane, če si vsaj malo racionalen pri celotni zadevi. Je pa nekaj važno pri tem vedeti. Odnos do podnebnih sprememb je pri mlajših generacijah drugačen kot pri starejših. Zakaj? Zato, ker vi razmišljate v naslednjih 50 letih. Je že malo težje. Na isti način. Je pa dejstvo, da bo morala in sistem nekaj narediti in da bojo morali posamezniki nekaj narediti. In da ne moramo računati, da bojo tisti, ki so najrevnejši, da bodo lahko to naredili brez tega, da jim bomo pomagali. Kdo pa živi v najbolj energetsko potratnih hišah ali pa kdo se vozi z najslabšimi avtomobili? Tisti, ki si kaj drugega ne more privoščiti. In če ne bomo za ta del poskrbeli, zadeve ne bomo pognali naprej. Najbogatejši že danes lahko totalno zeleno živijo. Najlepša hvala. In pa še zaključno vprašanje, glede na to, da se nahajamo v Murski Soboti, da vas večina tu, da naših udeležencev prihaja s Prekmurja, Pomurja. Vprašanje za doktorja Jevška, torej kakšne aktivnosti pa pripravlja Mestna občina Murska Sobota v Evropskem letu mladih oziroma ali v Evropskem letu mladih razmišljate o ukrepih, ki bi dolgoročno izboljšali položaj mladih v Mestni občini Murska Sobota? Hvala lepa, da sem zadnji na vrsti zaradi tega, ker imam dobre novice. Čeprav to, kar je Milan povedal, je seveda resnega razmisleka in angažiranja potrebno. Jaz bom uvodoma povedal, da sem kot član odbora regije decembra poslušal skupino mladih v odboru regije, mladih torej predstavnikov skupin različnih interesnih mladih, ki so nam zelo nazorno povedali, kaj želijo. Potem sem se, ko sem se vračal v Slovenijo na letališču, srečal z županom mesta, ki je bilo razglašeno kot Evropsko mesto mladih in dolgo so se pogovarjala, ki so čakala in nastala je pobuda v mestni občini, da nekako pozovemo vse, ki se tako ali drugače ukvarjajo z mladimi, vključujoč skupine mladih, in da za Mestno občino Murska Sobota za leto mladih pripravimo akcijski načrt. Čeprav mene ves čas moti to leto mladih,
kaj bomo potem drugo leto? Ne bo več leto mladih. Jaz mislim, da to mora biti naša stalnica, desetletje, stoletje mladih, če temu tako rečemo. No in vi imate danes privilegij, da prvič vidite ta dokument od daleč, akcijski načrt v letu mladih 2022. Mi smo ga pripravili skupaj z različnimi akterji, objavljen bo na naših spletnih straneh. Mi smo računali imeti tudi eno tiskovno konferenco, predstaviti to, ampak ker seveda glede na svoje leta vidim samo velike črke, vam bom povedal, kaj vsebuje ta akcijski načrt. Zelo konkretne aktivnosti, zelo konkretne datume, mi pa imamo za to pripravljene zelo konkretne stroške, ki jih bomo pokrili. Se pravi, ni nakladanja, ampak akcija, zato je akcijski načrt. Od športa do zabave, do izobraževanja, zaposlitve, področje infrastrukture, področje urejanja stanovanjske problematike, politične participacije, aktivnosti inštitucij, skratka vse je zelo konkretizirano, ker sem želel in smo želeli, da nismo splošni, ampak da smo zelo konkretni. In veliko vas, ki ste tukaj v tej dvorani, ste sodelovali pri tem programu, to je naš skupni izdelek, hvala vam. In ta program se že izvaja v nekaterih segmentih. In jaz mislim, da je dobra osnova tudi za naslednje leto, čeprav se ne bo reklo Evropsko leto mladih, ampak mi želimo biti občina mladih in zaradi tega skupaj z mladimi ustvarjati danes in pa tudi jutri. Torej, najlepša hvala še za ta zadnji odgovor in pa najlepša hvala vsem današnjim govorcem, ki ste se udeležili današnje razprave. Torej, najlepša hvala dr. Milanu Brglezu, dr. Aleksandru Jevški in gospodu Igorju Jesihu za udeležbo na današnjem dogodku. En velik aplavz, lepo prosim za današnje. Najlepša hvala pa tudi vsem vam, ki ste se danes udeležili te razprave, ki ste tudi aktivno sodelovali v tej razpravi. Zdi se mi, da si tudi mladi zaslužijo aplavz za današnjo aktivnost. S tem smo prišli tudi do zaključka današnjega dogodka in pa se vidimo na prihodnjič.